Kdo je bil Krpan, veste, a ne? Tisti frajer, ki je švercal sol in mimo grede na lomu še brdavsa. Ampak to so pripovedke. Pravega Krpana sem pa srečal pred nekaj leti, ko me je takole dvigal. Gregor Stegner mu je ime, no nanj sem se pa spomnil zato, ker je za trening dvigoval Volkswagen Caddy. No, tale Krpan zmore nositi še več. Tole je Volkswagen Caddy Krpan, ki je v bistvu samo lepa slovenska oznaka za različico LGV, torej gre v osnovi za potniški Caddy, ki ima tamle zadaj predelno steno, no in zadaj na boku nima stekel. Tale je krajši, lahko izberete tudi daljšega Maxi, no ampak v tovorni izvedenki že v takšnega lahko spravite 3,2 kubika robe oziroma 3,7 kubika, če boste izbrali funkcijo Flexi Plus. Da Caddy lahko s seboj prevaža kup robe, je jasno, saj to pove že njegovo samo ime. Caddy je namreč nosač. Tudi tisti sužnji oziroma nosači, ki nosijo palice pri golfu, so Caddy. Tale počne to zelo dobro, ker je podobno vsestranski kot njegovi večji brati. Zadaj imate lahko na primer krilna vrata ali pa takšna navadna dvižna. Lahko izberete daljšo izvedenko z oznako Maxi, lahko izberete 4-kolesni pogon, samodejni menjalnik, celo zemeljski plin je poganjal eno od različic, ki smo jo že imeli na testu. Zato me ne čudi, da so priljubljene tudi predelave, nekatere kar tovarniške. Pred leti sem na primer na Korziki užival z različico Tramper, to je nekakšen mini avtodom s posteljo in z vsem ostalim. No, velikokrat pa ga predelajo uporabniki tudi za svoje potrebe. Policija si jih je kupila kar nekaj in dva imajo tudi na policijski postaji v Ljubljani, kjer so specialisti za šolanje službenih psov. Njihovi avtomobili so seveda prilagojeni temu, da je med vožnjo pes varno zaščiten, pa tudi potniki, da ne bi kakšen nemški ovčar pri trku postal leteči pes. S temi vozili Volkswagen Caddy smo zelo zadovoljni. Kar se tiče uporabnosti, funkcionalnosti, kar nam je pa najbolj pomembno, je pa dovolj prostora za psa, da se pes dobro počuti. Ker sem zadovoljen, pes lahko dobro dela. Pes mora biti ustrezno zavarovan, mi imamo za to namenjene kletke oziroma pasje bokse, imeti pa mora seveda tudi dovolj prostora, da se ne počuti utesnjeno noter. Kaj pri vas na akademiji učite pse? A znajo vsi zavohati razstrelivo ali pa travo, ker pol mora misliti malo preč? Ja, pri nas v policijski akademiji šolamo službene pse za splošno uporabo, se pravi za intervencije, iskanje pogrešenih oseb, iskanje storilcev kaznivih dejanj. Poleg tega učimo pa tudi pse nakazovanje droge, nakazovanje eksploziva, iskanje trupel, krvi, izvora požarov, vnetljivih tekočin. Šolanje traja približno 4 mesece imamo predšolanje, potem pa še 5 mesecev osnovno šolanje, se pa razlikuje tudi seveda od načina šolanja. Posebnih tečajev nimamo, policijsko vozilo lahko upravlja vsaka oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in seveda, da je policist. No, če so psi zadovoljni, smo itak vsi srečni. Tale nosač se pa tudi marsikaj zelo dobro počuti. Veliko sem jih videl pri gasilcih, darsovcih, poštarjih in še kje. Čudno mi je edino, da je postal toliko težek. Gregor je takrat s totalno lahkoto dvigal.